Osmanska nevarnost, ki je slovenski svet najbolj prizadela v 15. in 16. stoletju, je pravzaprav eden izmed temeljnih fenomenov obdobja zgodnjega novega veka, torej obdobja, ki ga navadno zamejujemo s 15. in 18. na eni strani 15. in na drugi strani 18. stoletjem. Torej, osmanska nevarnost, feudalizem, kmečki punti, reformacija in habsburški katolicizem so tisti temeljni fenomeni zgodnjega novega veka na Slovenskem in ti fenomeni so seveda med sabo prepleteni. To najbolj lepo kažeta torej en dogodek, kmečki upor leta 1478 na Koroškem, ki so ga zadušili Turki, ki so v tistem obdobju, ki so tistega leta ravno upadli tja gor do Koroške, in na drugi strani rek, ki pravi Turek je sreča luteranov, kar pomeni, torej tako oblastni rek, ki pravi, da če bi ne bilo Turkov, bi katoliška oblast z reformacijo vse drugače obračunala. Jo menda zatrla tako, kot je znala zatreti kmečke punte. Torej, osmanska nevarnost se, kot rečeno, zgosti v 15. in zlasti v 15. in 16. stoletju, ko slovenske dežele pa tedaj spadajo v upravno-političnem smislu v okvir habsburške monarhije oziroma so večji del razdeljene med tako imenovane notranje avstrijske dežele, Štajersko, Koroško in Kranjsko. Vladajo v tem obdobju, oblast si v tem obdobju v deželah delijo Habsburžani na eni strani kot deželni knezi in pa na drugi strani deželni stanovi, deželno plemstvo, ki so v tem obdobju sicer povsem ne še razrešenih posestnih vprašanj. 15. stoletje je obdobje boja za celjsko dediščino, to je obdobje rivalstev znotraj hiše Habsburg in to je obdobje velikega kmečkega nemira. No in v vso to pravzaprav krizo in žalost udarijo turški upadi oziroma pritisne osmanska nevarnost. To je bilo grozno. Zapisi pričevalcev ali pa torej kroniški zapisi iz tistega časa kažejo grozno podobo tega časa in pravzaprav veliko neorganiziranost tedanje deželne torej oblasti ob tej turški nevarnosti. Jakob Unrest, koroški župnik, v svojo avstrijsko kroniko iz druge polovice 15. stoletja na primer zapiše: Turki so polovili vse moške, stare in otroke pobili, vse drugo ljudstvo pa odpeljali s seboj. Otroke so nataknili po plotovih in jih v luže pohodili, ženske v otroški postelji zlorabili, vse cerkve požgali in oropali. Rešnje telo so neizmerno zasramovali. V kroniki Sekovske župnije za leto 1480 pa denimo piše: Monštrance, kelihe, mašno obleko, knjige in druge cerkvene dragocenosti so Turki ugrabili. Božje hiše so spremenili v hleve, kjer so plesali in počenjali najostudnejše razuzdanosti. V nekaterih krajih so može in žene z družino vred zvezali in vlekli s seboj. Novorojene otroke so materam trgali iz naročja, jih morili in metali čez plotove. Mnogo lepih deklic so odpeljali v težko sužnost. Nedolžne otroke so basali v luknjaste vreče, da so skozi luknje molele glave in jokale, da je bilo groza. Kar je bilo močnih ljudi, so jih odgnali, slabotnim pa so odsekali glave in jih utopili. Nič ni pomagalo, ne jokati, ne prositi. Nihče ni bil varen, ne v hribih, ne v dolinah, če ga ni rešil sam Bog. Povsod je bilo na kupe ubitih živali in pomorjenih ljudi in ni bilo nikogar, ki bi jih pokopal. Psi in volkovi so se gostili. Nastal je tak smrad, da ga živi niso mogli prenašati. In v takšni skrajno žalostni in brezupni situaciji so se pravzaprav začele
torej se je začelo eksperimentirati z obrambnimi strategijami, ki jih pravzaprav lahko vidimo v treh variantah. Prva je podložniška, da tako rečem, podložniška obrambna strategija, ki je bila skrajno, bi rekel, primitivna. Torej, kmetje so se zatekali za obzidja cerkvic, ki so jih utrdili, nastali so tako imenovani protiturški tabori. Slovensko ozemlje ali pa to notranje avstrijsko ozemlje, zlasti pa Kranjska in južna Koroška, so bile pravzaprav posejane z temi tako imenovanimi protiturškimi tabori, kamor so se kmetje z otročarjo in živino in nekaj živeža zatekali in tam počakali, da je turški upad minil. Torej, turški upadna pota Turkov ali pa osmanskih čet, vsi upadi so prihajali iz Bosne, vstopna pota so pa bila pri Radgoni, Ptuju, Metliki, Kostelu in Reki. Torej, v to prostor so vstopali ob teh mestih oziroma teh naseljih in se potem razpršili po deželi. Najbolj intenziven obdobje ali pa najbolj intenzivni obdobji protiturških upadov so bila 70. in 80. 15. stoletja in pa potem 20. in 30. v času Sulejmana Veličastnega, ki je dvakrat tudi šel na Dunaj, 1529 in 1532, in tedaj se je čez ozemlje slovensko oziroma notranje avstrijsko prvič in tudi zadnjič v zgodovini pomikala glavnina osmanske vojske, kajti sicer so v ta prostor upadali torej lahka konjenica, roparska konjenica, katera naloga je bila oslabiti ta prostor do te mere, da bo lahko na neki točki torej ga mogoče tudi zavzeti. Namreč osmanski Turki ali pa osmanska država je sledila torej svoji ideologiji, svoji ideji ali pa ideologiji, ki je bila torej širitev islama. Torej, v njihovi mentalnem svetu je bil svet razdeljen na prebivališče islama na eni strani in prebivališče vojne. To je bil pa ves krščanski svet. In torej naloga ali pa tako rekel strateška funkcija torej turških upadov je bila prebivališče vojne oslabiti do te mere, da ga bo mogoče zavzeti in da postane prebivališče islama. No in torej protiturški tabori so ta, bi človek rekel, en segment protiturške obrambe, ta podložniški segment, drugi segment je oblastni segment in tukaj je pravzaprav šokantno, da je pravzaprav preteklo skoraj 200 let, da so se oblikovale takšna protiturška obramba na deželni ravni, na ravni posameznih dežel, kot sem prej rekel, torej Kranjske, Štajerske, Koroške, pa Goriške kasneje, torej in pa na meddeželni ravni, torej na ravni notranjih avstrijskih dežel ter na ravni vseh avstrijskih dežel, torej takšna obramba, da je bilo mogoče turške upade ustaviti in tudi doseči kakšno zmago. Prva zmaga je bila zmaga pri Sisku 1593. Skratka, pravzaprav več kot 150 let po intenzivnih obdobjih turških upadov. No in to je bila velika zmaga, torej sama bitka pri Sisku 22. junija trajala eno samo urco, 1593, je bila v vojaškem smislu pravzaprav povsem nepomembna, kajti 14 dni kasneje ali pa nekaj tednov kasneje so Turki udarili še enkrat in krščansko vojsko porazili. Imela pa je bitko velik propagandni
pomen in propagandni pomen in pa simbolni pomen, namreč šlo je za prvo bitko, prvo zmago krščanske vojske nad Turki, na kopensko zmago. 1571 je krščanska vojska torej prvič zmagala na Turki v bitki na morju, v bitki pri Lepantu. In tako kot je bitka pri Lepantu odmevala v vsem krščanskem svetu in so se vrstila bogoslužja, te deumi v zahvalo za to bitko in torej zagnal se je celotna propagandna mašinerija tistega časa, letaki, slike in tako naprej. Tako je tudi bitka pri Sisku 1539 imela ta simbolni pomen in pa izrazit propagandni učinek, ki je odmeval še stoletja. No in tukaj v Narodnem muzeju, kjer smo danes, hranijo en tako upodobitev bitke pri Sisku iz 1731, kjer kaže to pravzaprav, torej zmaga je bila krščanske vojske, je bila torej podarjena, kajti osmanski poveljniki so sprejeli nekaj slabih strateških odločitev, se zakačili v to sotočje Save, Odre in Kolpe in Korane in se jih je večina utopila. Verjeli pa so, da je ta zmaga bila po božji volji, da je o pomoči Boga, zlasti pa svetega Ahaca, kajti bitka je bila nad God svetega Ahaca, torej 22. junija, in tedaj se je torej ljubljanska škofija, denimo, zaobljubila, da bo vsako leto na dan svetega Ahaca da bo škof daroval te deum, zahvalno mašo za to zmago in da bo pri tem oblečen v mašni plašč, narejen iz oblačil Mehmed Paše, torej ki je vodil to turško vojsko. Torej 1593 je pravzaprav ta turški pritisk mogoče zaustaviti. 1539 ta bitka pri Sisku je uvod v tako imenovano dolgo vojno, ki se konča potem 1606 s premirjem v Žitvotoroku, kjer je prvič v zgodovini odnosov med osmanskim in Habsburškim imperijem ali pa med Osmanskim imperijem in Habsburško monarhijo mogoče vzpostaviti razmerje enakovrednih partnerjev. Torej, kot rečeno, traja 150 let skorajda, ali pa pravzaprav 200 let od prvi upad na Kranjsko je v začetku 15. stoletja, 1414, torej traja praktično slabih 200 let, da se vzpostavijo ustrezne obrambne strategije. Mejniki pri oblikovanju obrambnih ali pa tih vojaških strategij pa so na eni strani innsbruški libeli, tako imenovani innsbruški libeli, to so obrambna strategija, ki jo 1518 oblikujejo pod še cesarjem Maksimilijanom I v Innsbrucku, torej njegove dežele, in ki povzema staro in zatrasira novo. Staro je, da še zmeraj je vojaška organizacija organizirana na deželni ravni, da je to še zmeraj kompetenca dežel. Novo pa je, da so dežele privolile v sodelovanje.
Drugi veliki mejnik v oblikovanju torej učinkovite vojaške obrambe pa sta bruška dogovora notranje avstrijskih dežel, torej Štajerske, Koroške in Kranjske, 1575 in prvi in potem 1578 drugi, kjer se meddeželno sodelovanje na vojaškem področju intenzivira, kjer se vzpostavijo osrednji torej vojaški organi, meddeželni vojni svet v Gradcu z vsemi uradi, proviantnim mojstrom in tako naprej, ki podpirajo ki vzdržujejo to vojaško organizacijo in da se v strategijo notranje avstrijskih dežel vključi Hrvaško. Hrvaško, ki je po bitki na Krvavskem polju 1493 pravzaprav vojaško in sicer povsem oslabela in enostavno ne more nuditi nobene učinkovite vojaške, torej obrambne moči. Torej in 1578 torej notranje avstrijske dežele prevzamejo skrb, finančno skrb, pa tudi kadrovsko skrb za Hrvaško in Slavonsko krajino, oblikuje se dve vojaški coni, bi človek rekel, torej Hrvaška in Slavonska krajina, kjer se vzpostavi venec trdnjav, od Senja do Karlovac je velika trdnjava, torej vzpostavlja se venec trdnjav, ki nudijo torej pa dovolj močno, dovolj učinkovito obrambo, da turških vpadov v slovenske dežele ni več in da je mogoče tudi v soočanju z Turki zmagati, kot je bilo to mogoče po sreči ali nesreči Turkov, torej po mili sreči 1593 in v vojni, ki je sledila, razmerje sil med Habsburžani ali med krščanskim svetom in osmanskim svetom uravnotežiti. Tretja stvar ali pa tretji moment v obrambnih strategijah teh dežel pa so bili, človek bi rekel, ali pa jaz temu pravim, apeli na krščanske kneze, ki jih vse skozi od začetkov turških vpadov to plemstvo teh dežel naslavlja na papeža in na krščanske kneze, zlasti nemške kneze, z prošnjo, da jim pomagajo v denarju in vojski. No, ta pomoč je bila kar najmanjša. Argumenti pa so na eni strani strateški, namreč argument je, pomagajte nam, saj sicer pomagajte nam tu v notranji Avstriji in na Hrvaškem, kajti sicer boste imeli z Turki opraviti na Bavarskem in Češkem. In drugi argument je krščanska solidarnost. Te dežele, slovenske dežele, skupaj z hrvaškimi in sicer ogrskimi deželami, torej deželami tu na jugovzhodu Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti, kamor so te dežele tudi spadale, so se imele za, kot so dejale, predzidje krščanstva. In tako bo v prihodnjih stoletjih tudi ostalo. Innsbruški libeli so med drugim predvidevali, da je vojska sestavljena iz tako imenovane prve pomoči in druge in zadnje pomoči, kot se je reklo. Prva pomoč je pomenilo, da so v vojsko ob nevarnosti poklicani plemiči z deležem, deležem pri deželni obrambi, ki jim je bil določen. Druga in zadnja pomoč pa, da je v vojsko
poklicano tudi podložniško prebivalstvo, pri čemer se ob posameznem, glede na stopnjo nevarnosti, določi delež tega podložniškega prebivalstva. V 16. stoletju, ob teh dogovorih obrambnih iz leta 75 in 78 pa je bilo določeno, da se popiše vse podložniško za vojsko sposobno prebivalstvo in se potem, glede na stopnjo nevarnosti, upokliče vsakega 5., vsakega 10. oziroma vsakega 30. moža.